Najlepša hvala Mitja in najlepša hvala Martin za tole luštno uverturo, ki smo jo ravno kar doživeli. Zdaj pa še en mečken večji aplavz za najljubšega mojega fotografa na svetu, Luko Rudmana. Prosim. Da nam bo mečken lažje, to gre, zmeri gre pa bolj tekoče. Izvoli. Najprej se moram v bistvu opravičiti, tako ko pogledaš na očih je veliko skupic, jih je, ne? Tako zdaj najprej eno javno opravičilo v mojem imenu, danes sem že par kritik dobila in sicer sem napisala, navabila in na promo besedilo, da je Luka Brežičan. Je največji ponos skupic, jaz sem danes dobila že od mojega sodelavca par opozoril, tako da najprej to eno veliko opravičilo in ja, skupice so lahko ponosne na Luketa. Luka, zdaj bom pa jaz malo tiho, povej, kako se počutiš? Tvoja prva fotografska razstava? Občutki so mešani. Ok. A sva kaj narobe ljubila? Mislim, da ne, glede na to, koliko ljudi je prišlo. Dobro. Predvsem je zanimivo, ker se razstava sliši fajn, zbrati 60-50 slik med 25 tisoč, pa zelo malo manj fajn. Ok. Se pravi, kakšen izbor si naredil? Prej, da si šel čist v ta zadnji izbor. Prvo sem šel po vsakem dogodku, pa sem vsakega dogodka 2-3 izbral. Pa sem prišel do polovice, sem rekel, da ne veš, pa sem ostre 3 izbral. Dobro. Pa sem možno, da sem mi eno, ko sem ne tako ostre, malo bolj všeč v tistih, pa sem se spomnil, da ne delam zdaj reklame, ampak se po tej strani prikazujem. Na koncu še pa se izgubil, pa že bolj naslednjega. A si ti danes sploh preštel, koliko točno se je postavil? Veliko. Če rečemo na uč? 60. 60, ok. Pa preden v bistvu poveva vse o tej razstavi, ki je pred nami, deva mečkan film nazaj preleteti. V tistem besedilu, ko smo ga pripravljala, smo rekli, da je Rudmanov fant leta 2012 dobil en fini fotoaparat. Sicer zahvala smo rekli, da pustiva za konc, ampak je bil kakšen financer tistega fotoaparata? Je bil popolni stric, Miran. Je tla znani? Ja. Ja, ti sajt je bil, ker je bila firma, pa se bo treba nekaj doč, nekaj bo treba imeti zdaj, ali bi računalnike, ali bi bobne, ali bi 100 stvari prežil. No, fotoaparat probali in si tisto v roke dobil, pa sem se potravo, ki začel letati pred že konc. Meni zmeri, ko Luka reče, da je bila 2012 firma, jaz z Lukatom v bistvu zdaj delam že kar 4 leta zelo intenzivno in ga imam za enega zelo suverenega fotografa, ki me ima verjetno včasih tudi mečken poln kufer, ampak tega ne pove in to vse strokovno obavi. In ko smo se zadnjič pogovarjali, ko smo v bistvu pripravljali vse skupaj, sem rekla, Luka, koliko jih imaš? 22? Rekel, ne, 19, jaz ga nimam za 19-letnika, ker v bistvu svoje delo opravlja povsem na profesionalnem nivoju za vsaj enega 30-letnika, no, tako da dajte mu še na pauzo. Iz tega fotoaparata za firmo je potem v bistvu sledila tudi nekaj srednja šola izbor na to temo. Daj nam to mečkam več o tem svojem izobraževanju. To z firmo se je tako začelo, da sem se približno usmeril sem v področje, nekako v medije. Pa
sem videl srednjo šolo, sicer ta srednja šola je bolj šla v izbor, ker ni imela več biologije pa kemije, pa tega v bližnji letniki. Je bil pa veliki plus to, da so bili mediji noter, sicer prvo sem se vpisal z namenom, da bi bil tonc, tonski tehnik. Potem smo začeli pa parkrat v studio hoditi, ena stvar k drugi, pa se nisem več od fotoaparata mogel ločiti. Kaj najraje fotografiraš? Pravzaprav vse, če bi se res mogel prediti kakšne pokrajine, ko si lahko čas vzameš, ali pa koncerte, ko nimaš pa čiznem časa nobenega. Ok, dobro. Najljepši projekt, najljepše fotografiranje? BMM, vsi trije zdaj. Najhujši in najboljši za nami. To me veseli. Se pravi, četrti je pred nami. Tako je. Krasno. Mislim. Da ne povemo vsega, a boš ti napovedal naše naslednje glasbene goste? Ja. Glede na to, da se gre tukaj za kaos, naj bi od mene noben pričakoval, da bi bo na otvoritvi razstave igral ansambel. Da povabim ansambel Folkspaß. Jaz sem tako še hotel. Ne bo dolgo šli. Ok, ostala smo pri srednji šoli, tudi tvoja študijska pot gre v to smer. Gre. Kako pa kaže? Mislim. Mama Irena, jaz ga zmeri kregam in zmeri rečem, da mora. Nujno. Mislim. Zdaj si čist brez besed, tako gremo kar. Mama, ki je učitelj danes tukaj? Ja, nam je 6, mama enega. Dobro, tudi to je v redu, super, odlično. Jaz mislim, da bo ta učitelj zelo zadovoljen. Upam. Ok, urejen kaos. Povej kaj več o naslovu? Ja, ko sem začel, ko sem dobil sploh idejo za razstavo, sem nekaj, ki je treba osmisliti se skupaj. Zdaj pa, ko je tega toliko veliko,
pa je skoraj nemogoče v eno samo temo se spraviti, pa tudi če bi eno temo dal, je že živ dolg cajt. So sem pa rekel, imam jaz par teh več pod tem, pa gre samo vsak lepo recimo v svoj okvir ali pa na svojo steno. Torej, vsaj nek kanček smisla se skupaj noter. Drugač me pa Luka idejo, da bi v bistvu s slikami za to razstavo prišel tako nekje danes ob 6. zvečer. Začela sva v sredo 20 do 6, tako da danes ob 1 sva pa zaključila, tako da je tudi tukaj smo naredila eno noviteto v tvojem življenju. Živimo in se učimo. Tako. Kaj recimo, mogoče če še mečkam tlala, ostaneva tehnika pri fotografiranju? Kaj miš recimo kaj se najbolj liži? Pravzaprav tukaj, ker so večinoma koncerti, pa portreti tako vse, kar ima vsak svoje zanimivosti. Recimo pri koncerti nikoli ne veš, kaj dobiš, pri pokrajini ne veš, kaj hočeš, pa nikoli tega ne dobiš. Tako da vsak ima svoje dobre in slabe strani. Nisi pa v bistvu slikam dal nič naslovov? Ne, to pa nisem, zato ker mislim, da vsaka slika mora sama povedati, kar hoče. Pa za vsako sliko posebej imam jaz točno v glavi točno zgodbo, kako in kako je nastala, iz tega se pa eno besedo ali pa parimi besedami res ne da opisati. Tako da za vsako sliko posebej me lahko rokav pocukajte, da za vsako posebej povem, kaj pa, kje pa, zakaj je. Naslovljeno pa ni. Mala tudi enega petelina na steni? Tako, vse drugo gre stran petelin pa ne. Sem imela par slik, da svojih še mečkanj je bilo malih, je bilo veliko, ampak v bistvu petelin je bil, ni bilo debate, da petelina ne bi bilo. Kaj tako zgodbo? Ne vem, nisem ga osebno poznal. Je tvoj? Tako sem mislila, da vprašam. Ne, ta pa to ne. To je pa ene reči. To je pa sem tako udarno, ikona. Ok, odlično. Preden spustiva tole zelo prijetno družbo že na prvo oko, s tisto čudovito hrano na najni desni, mava kako, jaz mislim, da mava kako zahvala, ne? Ja. Ko sem začelo prvo, bi se rad seveda zahvalil stricu, ker se sem začetek omogočil. Dajmo en aplavz za strica. V isti meri še seveda, pa še večji staršem za tako finančno in drugačno in vsako možno obstoječo podporo. Čeprav bi se mogel zahvaliti tudi profesorci v srednji šoli, zdaj me sem se naučil več. Tamar Rifel, ko se je veliko popodnevom odrekla, sem tukaj, da sem se jaz znal nekaj študij zafrkával dal. Isto iz šole še ravnatelj, ko mi je poslal, ko sem nesel iz šole kar 10 ure vredne ruzake, kar tak na vikend že na konc. Na konc bi se pa še našla ena gospodična, katera je konstruktivno tečnarenje, je prineslo obilne rezultate. Doma ne boš bila pred mano, boš videla, zakaj. Odlično, upam, da vem, kaj je. Zdaj pa še, ko se to stalo sestavilo, ko sem videl sploh, kako se vse stvari skupaj začenjajo, sem jaz videl, ki se je sploh moja karierna pot začela. In to sicer se je začelo, ko sem bil tukaj sprejet na prakso. In s tem sem tukaj se prvič začel na koncerte hoditi, ki se kar ni nehalo. Zato bi se posebej zahvalil Mateji Garjevič, direktorici, ki me je tudi sprejela, ki je pa žal trenutno ni. Bomo jih predali. Bomo jih predali. Ampak ja, bi se pogovoril, to sem šele zdaj sem pogledal, kar je tukaj. Prvič, ko sem prišel na prakso, sem prinesel fotoaparat, potem se je pa začelo. Potem sem začel pa en koncert, pa drug dogodek, pa peti dogodek, zdaj sem pa stalno da. Štima na muzo. Kaj nadaljuje? Pa hvala vsem, ki ste prišli. Upam, da boste uživali v pogledu tam, ki se ga bo vokalo zadnji, pa te po mojem dosti uživajo. Moram ti še povedati, glede na količino punc, ki jih imaš na fotografijah, se moraš nujno svoji njeni zahvati. Je tako vprašljiva. Se strinjaš? Se, ja. Torej, to je bilo to od naju, ne?
Tako, mi vas zdaj vabimo na eno odlično pojedino. Mama Irena menda že dve noči ni spala, pa dopust je imela, pa noro zgleda tam za vogalom, pa še ene 15 minut nas bodo zabavali Martin in pa Mitja. Tako, najlepša hvala tudi v mojem imenu. Pustim se presenetiti, cilji so odprti, zanima me vse. Če bo še tako naprej, bo bilo super. Predvsem koncerti, portreti, to je najbolj drugače pa odprt, zanima me vse. Idealni cilj za naprej je enakomerna rast, kot zdaj.